Lepo pozdravljeni. Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, na katerih bomo izvolili 9 poslancev, bodo v nedeljo, 9. junija 2024, skupaj s 3 referendumi. V studiu smo povabili kandidata in aktualnega evropskega poslanca Franca Bogoviča, ki bo predstavil rezultate preteklega mandata in načrte za prihodnost. Dobrodošli, lepo pozdravljeni, gospod Bogovič. Lep dober dan in hvala za povabilo. V Evropski parlament ste bili prvič izvoljeni pred 10 leti, leta 2014, nato pa ponovno leta 2019. V prvem mandatu evropskega poslanca je vaše delo najbolj zaznamovala vaša iniciativa za pametne vasi ter projekt Zavezništvo za mlade. V drugem mandatu, če se tako izrazim, pa ste se predvsem osredotočili na kmetijstvo in prehransko varnost ter tudi na strateško energetsko neodvisnost Evropske unije z nadaljnjim vlaganjem v jedrsko energijo. Kako pa ocenjujete vi vaše 10-letno delo? Ja, to 10-letno delo v Evropskem parlamentu je na nek način delo na 15 let podlage, prej v politiki lokalni skupnosti tudi, ne? 13 let sem županoval v Krškem, potem tudi nacionalna politika in vse skupaj je to na nek način zaznamovalo to, da sem se odločil za ta področja, ki ste jih omenila. Regionalni razvoj, kmetijstvo, razvoj podeželja in tretje področje energetika v okviru odbora ITRE. Nekaj časa rabiš, ko prideš v Evropski parlament, da spoznaš delovanje, po drugi strani, da tudi kolegi spoznajo tebe in vedo, kaj od tebe pričakovati. Zato lahko mirno rečem, da je v prvem mandatu, kot ste omenili, ta iniciativa Pametne vasi zelo dobro bila sprejeta. Na nek način sem pionirsko odprl to tezo, da kolikor bo digitalizacija obšla podeželje, bomo imeli v slej ko prej prazno podeželje in da so to javne politike, kako ustvariti najprej in zgraditi kompletno infrastrukturo na podeželju, ustvariti delovna mesta. In v prvem mandatu sem potem tudi zelo veliko to širil doma v Sloveniji, tudi po Evropi. In vesel sem, da je potem v tem zadnjem, drugem mandatu to postala tudi strategija Evropske unije. Komisarka Šuica, kolegica Dubravka Šuica iz Hrvaške, je bila zadolžena za pripravo dolgoročne strategije evropskega podeželja do leta 2040, kjer je pravzaprav ta koncept pametnih vasi povzet. Tako da se štejem kot velik rezultat. Povabljen sem tudi v ekipo 30, ki zdaj že snujemo, katere ukrepe bo Evropska unija podprla po letu 2027, da resnično ohranimo evropsko podeželje, ki v resnici na ljubo tudi ustvarja ta evropski način življenja. S kmetijstvom sem bil že aktiven tudi v prvem obdobju. Takrat smo predvsem sprejemali skupno kmetijsko politiko za po leto 2021. V tem mandatu pa se je začelo potem, ko je bila ta skupna kmetijska politika sprejeta in ko se je začelo z izvajanjem le-te, so začele pa prihajati te zgodbe okoli strategije od vil do vilic in tu smo pa kar precej včasih na trdo spregovorili s tistim, ki o kmetijstvu veliko govorijo, pa malo vedo, mirno lahko to rečem. Tudi tu mi je uspelo na koncu kot poročevalcu za Evropsko ljudsko stranko pri uredbi o trajnostni rabi pesticidov, da je to edina uredba iz paketa zelenega dogovora, ki je sedaj umaknjena. Smo dokazali, da je resnično v njej preveč neumnosti in bi ogrozila prehransko varnost, tako da je to en tak uspeh. Sicer pa zdaj tudi na področju energetike, v jedrski energiji in tu sem pa tudi v tem mandatu zdaj v zadnjem letu najprej dal pobudo, da pripravi Evropski parlament poročilo o jedrski energiji. Takšnega poročila zadnjih 20 let ni bilo. Potem je bila ta pobuda tudi na vodstvu parlamenta sprejeta. Sam sem pa dobil to odgovornost, da pripravim poročilo o jedrski energiji, malih modularnih reaktorjih, ki je bilo z dvotretjinsko večino na koncu tudi sprejeto v Evropskem parlamentu. Tako da štejem za uspešno in kot sem že dejal, če na začetku malce gledaš po hodnikih, spoznavaš proceduro, potem, ko si nekaj časa v Evropskem parlamentu, ti te izkušnje pomagajo, to tudi pripraviš odmevna poročila. Zaključili ste vaš odgovor z energetsko politiko. Ravno to pa je bilo moje naslednje vprašanje. Ali lahko podrobneje še opišete svoje nedavne aktivnosti, torej to poročilo in stališča glede jedrske energije ter njene vloge pri doseganju trajnostnih ciljev Evropske unije, kar pa je seveda ključnega pomena, ne?
Kot župan Krškega sem bil tudi podpredsednik Evropskega združenja mest z jedrskimi objekti. Tako da zame je že vsa ta leta, zadnjih 20 let jasno, da brez jedrske energije bomo zelo težko zagotovili stabilen sistem energetike. Zdaj, ko pa je vedno več govora tudi o zelenem dogovoru, o tem, kako je treba umakniti spuste iz ozračja, kjer energija pa ustvarja 70% vseh toplogrednih izpustov, je pomen jedrske energije še toliko večji. Nekateri kolegi v parlamentu so rabili celo še vojno v Ukrajini, da so končno spoznali, kakšna je ura resnice. Najbolj ceno teh svojih energetskih neumnosti, ne moram lepše reči, plačujejo Nemci, ki so še v času po začetku vojne zaprli zadnje 3 jedrske elektrarne, kar je groza in je katastrofa, da so to Nemci tudi naredili. Zdaj, sam sem ves čas zagovornik, da morajo biti v energetski mešanici vsi viri, ki izpolnijo to, da je na koncu energetski sistem takšen, da imaš energijo ob vsakem času, ne samo takrat, ko piha veter, ko sveti sonce, da je ta energija konkurenčna in da je ta energija tudi okoljsko sprejemljiva, se pravi nizkoogljična. In v miksu po eni strani jedrske energije kot stabilnega vira z obnovljivimi viri, kot sta sonce, veter, voda, lahko to zagotoviš. Tudi biomasa, kjer je. Tako da sam sem se več čas prizadeval za ta tako imenovani princip in, da se viri dograjujejo. Vsaka država mora zase ugotoviti, kaj je njegov najboljša mešanica. Ne vem, na Severnem morju je to veter, v Sredozemlju je to sonce, ki je dopolnilo. Finska, ki ima veliko gozdov kot Slovenija, ima biomasa zelo pomembno vlogo v tem. Ne. Pri nas smo imeli to doma neumnosti, da bi celo prepovedali kurjavo odpadnega lesa. Tako da gre za to, da smo se zdaj v ta princip. Vsi viri, tehnološka nevtralnost, sam sem ves čas govoril, naj se politika umakne in naj ne določa tehnologij. Ne vem, tudi električni avto obveza po letu 2035. Zakaj? To bo pokazal trg, pokazala bo stroka, mogoče se bo še marsikaj razvil in je to se pokazalo na koncu kot tudi neumnost in mislim, vsi strokovnjaki govorijo, da bo to zagotovo spremenjeno in sam sem prepričan, da tudi v mandatu bo. Pri tej stvari je pa to poročilo jedrske energiji na nek način zelo pomembno, kajti Evropska komisija je tudi precej rezervirano prej gledala na to energijo, sedaj je pa tudi v zadnjem dokumentu, ki smo ga sprejeli in je zdaj tudi že na svetu potrjen, se pravi, da zdaj so na vrsti države, da ga implementirajo, pa je direktiva o trgu z električno energijo in ta trg električne energije sloni na tem, da treba imeti mešanico virov, spodbuja obnovljive vire, jedrsko energijo, da je potrebno graditi z dolgoročnimi pogodbami tudi za gospodarstvo, da ne bo se zgodilo to, da bomo, ne vem, uvažali aluminij iz Kitajske, ki je, kar se izpustov tiče, trikrat slabši, kot je bil v Kidričevem. In to so zdaj te stvari, ki so sprejete. In zdaj vsaka država mora pa na to hitro tudi odreagirati. Pri tej stvari pa ves čas treba imeti v mislih to, da Evropa je na tem, da se zmanjša izpusti, že veliko naredila. Mi smo zmanjšali od leta 90 za 1/4 izpuste, svet je v tem času povečal za 35% in danes evropske emisije predstavljajo 7% toplogrednih plinov. Tako da sam imam rad številke in sem videl, da mnogi politiki rajši govorijo ideološko in delijo neke floskole, na koncu pa od tega se ne da živeti in to sem poskušal, to zdravo kmečko pamet na nek način tudi prepeljati v Evropski parlament in na tem energetskem delu mi je marsikaj uspelo. Kakšna pa je vaša vizija prihodnosti povpraševanja po vodiku in seveda njegov vpliv na evropsko energetsko pokrajino? Vodik je ena od alternativ, so pa pri dobitvi vodika zelo velike izgube. 6 do 7-krat več je treba, ne vem, električne energije, kot je na koncu izkoristek iz vodika. Zagotovo veliko se dela na razvoju, ne vem, težki promet, kamioni, avtobusi, tu vidijo neke rešitve, zaenkrat še ni infrastrukture. Sam sem bil tudi na Finskem, kjer je pilotni projekt 4x5 MW elektrolize za proizvodnjo vodika, in tam je bilo tako, da so ga v bistvu postavili znotraj ali pa na robu energetskega industrijskega kompleksa in vodik direktno uporabljajo, ne da ga bi morali skladiščiti tovori. Tu te ideje, kako bomo v Afriki ali v Čileju pridobivali vodik in ga vozili v Evropo, spreminjali te izgube delali, mislim, da bo
prihodnost pokazala, da bo to en omejen del. Ampak še enkrat več, pustimo tudi znanosti in pa razvoju, da naredi napredek. V naslednjih 5-10 letih pa tu ne pričakujem nekega bistvenega preboja. Od energetike pa morda k kmetijstvu, vaši prvotni panogi, če se lahko tako izrazim. Kateri so torej ključni kmetijski ukrepi, za katere se zavzemate, zlasti v kontekstu trajnostnega kmetovanja in prehranske varnosti? Sam sem po izobrazbi agronom, doma kmetujemo in izhajam tudi iz takšnega družine, sorodstva, kjer smo zelo blizu kmetijstva, zato lahko mirno rečem, da govorim iz prve roke o tem in vem, kaj je možno, kaj ni možno. Evropsko kmetijstvo je zagotovo globalno gledano najbolj trajnostno, tudi pri izpustih. Recimo podatek, da se je v zadnjih 20 letih poraba pesticidov zmanjšala za 47%, v zadnjih 5 letih za 30%, gori v prid temu, da kmetje spoštujejo, varujejo naravo, kajti od nje so tudi odvisni. In v tem delu so bili nekateri okoljski pritiski povsem nesprejemljivi in to je šlo tako daleč, da so, v vrstah zelenih bili podobno, pa tudi kar nekaj kolegov iz vrst socialistov, liberalcev, ki so sledili tej dogmi, da lahko do leta 2030 zmanjšamo uporabo pesticidov za 80% in do 2035 ukinemo. To tudi pri ljudeh ne gre, tudi mi rabimo zdravila in v tem delu je v bistvu šlo za ta konflikt in zopet neke pavšalne prepovedi in tako naprej. Ta okoljski del se mi zdi, je treba zmerno delati, ljudem kmete spodbujati in bojo šli v to smer. Trajnost je tudi ekonomska in socialna, se pravi 3 stebre ima, poleg okoljske in ljudje, ki to delajo, morajo preživeti. Pogoji za kmetovanje so vedno težji, vidimo iz štrajkov, ki so jih kmetje imeli in eden od ključnih razlogov je bil ta cenovni pritisk, drugo tudi okoljski pritisk, tretje so bili ti prihodi hrane z drugih delov sveta, ki so drugačni standardi in ogrožajo to evropsko kmetijstvo, ki je marsikdaj na manjših površinah zelo manj konkurenčno. Tako da v tem kontekstu smo se tudi prizadevali za to, da dejansko po eni strani spodbujamo tudi ekološko kmetijstvo, integrirano predelavo, konzervativno kmetijstvo, te nove metode, ki gredo v smer trajnosti. Hkrati pa, da se zavedamo, da je recimo danes situacija v Sloveniji takšna, da 11% kmetijskih površin približno zasedajo tisti kmetje, ki imajo certificirano ekološko kmetijstvo, predelava hrane se pa meri, 2-3%. Tako da, in če bo teh površin šel še kar nedogled, bo pritisk na preostale površine prevelik. Tako da tu je treba zopet neka zmernost, zopet ta princip in v tem delu še enkrat več, mi smo zelo jasno povedali, nič o kmetu brez kmeta, brez kmetov bomo tudi lačni in zagotovo ne sme obveljati tista dogma, ki je še nekaj let nazaj, da je vse rešeno, če je hrana na trgovinski polici. Ni res, hrana mora biti bližje predelana, vedeti se mora, kdo dela in imeti to hrano tudi takrat, ko bodo krizni trenutki in to nas je COVID naučil, to so nas ostale krize naučile in v tem delu mislim, da moramo biti zelo pozorni in sam sem se ves čas prizadeval za to, da ohranimo to prehransko varnost, ki je danes v Evropi dobro preskrbljena. Tako in tudi trg zahteva, da je kmet čedalje bolj tudi izobražen in seveda cenjen. Tako je in v Sloveniji sem zelo veliko sodeloval z Zvezo slovenske podeželske mladine, tam so mladi izobraženi kmetje in prav veselje je delati z njimi, videti, kaj vse znajo ustvariti in z velikim ponosom sem kot ambasador slovenskega kmetijstva v Evropskem parlamentu na kongresu Evropske ljudske stranke mladih kmetov vsako leto povabil enega od njih in smo resnično bili ponosni, imamo kaj za pokazati. Tako da so rešitve, znanje, inovacije in pa tudi ta kmečka trma in pa vztrajnost bo zagotovo porok za to, da bo še naprej v Sloveniji tudi na tem področju marsikaj v redu, preveč politike pa tu ni treba. Kako pa se vi soočate z izzivi, s katerimi se soočajo mali in srednje veliki kmetje v Sloveniji in tudi širše po Evropi? Zagotovo bo kmetijska politika v prihodnje, poskusili smo že zdaj, da bi bile omejitve, koliko hektarjev
mora biti navzgor omejeno in potem ni več subvencij, zato da bi ravno ostalo več za te manjše in predvsem hribovske kmetije, manjše in hribovske. In tu sta zdaj blokirala Češka in Madžarska. Verjamem, da bo tudi v luči, širitve proti Ukrajini, proti Srbiji, državam z velikimi površinami to nujno potrebno. In te kmetije morajo biti deležne posebnega statusa in sam bi se lotil tako, da pravzaprav ugotovi za vsako kmetijo posebej, kakšen je njihov razvojni načrt in če imajo kmetje, predvsem če imajo mladi voljo ostati v hribih, jih prav posebej obravnavati in posebno pozornost njim, tako kot tudi mladim kmetom, ki so že zdaj dobro obravnavani. Ti hribovski, gorski kmetje pa danes so potegnili kratko in tudi naša država ni naredila dovolj, da bi dala posebne razpise za njih, ampak so se na koncu razpisi delali za vse skupaj in tam so ti običajno kratko potegnili, ker niso izpolnjevali pogojev, dobili do te točke in je šlo premalo sredstev na te hribovske in pa gorske kmetije. Tehnološke inovacije, tudi to je seveda vaše področje. Lahko delite svoja spoznanja o najnovejših dogajanjih glede zakona o umetni inteligenci in potem GDPR-ja v kontekstu digitalnih storitev. To je zelo aktualna tema tudi v Evropi, ne? Tako je, zasebnost na internetu, to je prva stvar, s katero je Evropski parlament že v prvem sestavu naredil korake. Moram reči, da sem o tem govoril tudi dvakrat s kolegi v Silicijevi dolini in prvič v prvem mandatu so se nam nek način skoraj malce smejali, da to počnemo. Ko smo bili pa drugič, zdaj so pa nam priznali, da enostavno je šla stvar predaleč in da ta internet, vekolikor ne bo kontroliran in da bo veljalo to pravilo, ki ga smo poskušali v te direktive dati, da to, kar je dovoljeno v analognem svetu, je dovoljeno tudi v digitalnem in nič več. Danes grejo stvari precej nekontrolirano. Tako da tu je en del. Drug del je pa to, da je Evropa dejansko potegnila krajši konec pri tej platformni industriji. Tu je tudi umetna inteligenca, ki zelo napreduje in se širi od medicine na vsa področja, pravzaprav nekaj, kar se s posebnim aktom o umetni inteligenci tudi poskuša pospešiti v Evropi, da bi Evropa ujela ta zaostanek, ki ga ima danes tako za Ameriko, pa tudi za Kitajsko, če hočete, in na teh področjih nas čaka še veliko dela, pa tudi skupnih akcij. Če bomo ostali brez čipov, kar je danes akt o čipih, je tudi eno od takih dokumentov. Tako da digitalizacija je bila veliko na dnevnem redu, mogoče je bila zdaj preglašena tudi z temi silnimi krizami, ki so se dogajale, vendar pa tu Evropa izgubila največ svojo konkurenčnost vis-a-vis ostalega razvitega sveta. Kako pa torej vidite vlogo umetne inteligence v prihodnji digitalni strategiji Evropske unije? Kot sem že dejal, zagotovo so tu zelo velike priložnosti, bo pa potrebno tudi človeka kot posameznika zaščititi v tej dirki, kajti tu so včasih stvari, ki smo jih gledali v znanstveno-fantastičnih filmih, se dogajajo zdaj v tem svetu umetne inteligence in tu je nek nadzor nad tem enostavno možen, sicer nam lahko ta svet uide iz rok. Torej še veliko nepoznanih pasti. Zagotovo. Kakšno pa je vaše mnenje o nedavnih predpisih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov? Torej, kakšen vpliv bo vse to imelo tudi za našo državo? Ja, Evropa si je zadala ambiciozen cilj v okviru Green Deala, zelenega dogovora, 55% zmanjšanje izpustov do leta 2030 in ogljična nevtralnost do leta 2050. Zdaj na tej poti, kot sem že dejal, za četrtino smo zmanjšali doslej, se pravi, da nam manjka še 30% in to so enormni koraki. In ta zadeva dobiva nek drug prizvok oziroma v drugo luč se postavlja zdaj, kot je bila leta 19, ko je bil predlagan Green Deal. Takrat je bil še svet takšen, da so bili multilateralni dogovori možni in je Evropa želela pobrati neko pobudo, da bo temu sledil tudi ves svet. To je tudi eno od teh stebrov te strategije. Žal se je vmes marsikaj zgodilo od covida do vojne v Ukrajini. Jaz mislim, da tu Evropa, kolikor bo sama dirkala v tej smeri in se bodo drugi od tega odmaknili, lahko izgubimo to konkurenčnost in na nek način bomo potegnili krajši konec. Kot sem že dejal, Kitajska je danes 27% izpustov, Evropa 7%. Kitajska je zgradila v letu 2022
toliko termoelektrarn, se pravi 105 gigavatov, kar je ekvivalent 150 nuklearnam v Krškem. In mi sami tega ne moremo rešiti. Moramo v sodelovanju z ostalimi, zagotovo pa je problem podnebnih sprememb je tu, mi moramo narediti ogromno na tem, vendar pa enostavno ne smemo biti prehitro in nekontrolirano v to smer. Tako da v tej smeri tudi opozarjamo in recimo, če nekdo še potem ideološko pove, da bo energijo pokril z vetrom in soncem, hitro se ugotovi, da ni kritičnih materialov, litijev, kobalta in drugih materialov tudi za sončno vetrno energijo, za baterije, da to 70% obvladajo Kitajci, se moramo enostavno zdramiti in temu odreagirati. In kot sem že rekel, na koncu je bil tudi sprejet tudi Net Industry Act, akt o ničelni industriji, kjer so te tehnologije vse postavljene zdaj ob bok tudi obnovljivim virom energije, tako da dejansko lahko naredimo nek primeren miks energije, ki bo zagotavljal konkurenčno energijo, ohranitev industrije v Evropi, delovnih mest in na koncu tudi blaginje. Ste tudi del Evropskega energetskega foruma. Lahko opišete vašo vlogo in morda tudi pobude za konkurenčno bioekonomijo. Lejte, to je forum, kjer smo poslanci prostovoljno združeni v njemu. Sem podpredsednik tega foruma bil v tem mandatu, na drugi strani pa so vsi, ki se ukvarjajo z energijo v biznisu, v poslu. In to je od tisti, ki se ukvarjajo s sončno, vetrno energijo do jedrske energije, varčevanje z energijo, alternativni viri energije. Tako da zelo zanimivo delo, kjer je dejansko se dogaja to, da z prve roke dobiš informacije o znanju, o razvoju, o kakšni so trendi in da dejansko potem, ko odločaš, imaš tudi koga vprašati in da se na nek način tudi strokovno prepričaš, kaj ti odločamo o usodi ljudi. Če bomo mi nekaj uzakonili, ljudje ne bodo imeli denarja, da bi kar naenkrat kupili električni avto, izolirali hišo, namestili sončno elektrarno, baterije, bodo ljudje povedali, da ne vemo v bistvu, o čem odločamo. In ta forum je stičišče tega in tudi, tudi naša Gen energija je predstavila model prehoda v nizkoogljično družbo, vključujoč nov jedrski objekt v Sloveniji. Tako da zelo koristna zadeva. Torej, informacije iz prve roke so seveda zelo dobrodošle in odlična podlaga za... Tako, in to je prednost dela v Evropskem parlamentu, da resnično se zelo veliko dela na tem, da moraš kaj vedeti, preden govoriš, ne da samo govoriš. Vaša vizija, načrti za prihodnost, katere so torej vaše glavne prioritete in seveda tudi cilji za naslednji mandat, če boste seveda ponovno izvoljeni? Ja, potegujem se na listi Slovenske ljudske stranke, moj glas je tudi pod zaporedno številko 3. To so te volitve, ki omogočajo glasovanje ljudem, da izbirajo človeka, ne samo listo, tudi človeka. 2-krat sem bil pravzaprav tako od ljudi izbran, enkrat zadnjega mesta, enkrat 4., sedaj nagovarjam s 3. mesta na listi Slovenske ljudske stranke in nadaljeval bi v bistvu tu, kar sem zdaj počel. Kajti, ko enkrat dobiš, poženeš korenine, če smem temu tako reči, je veliko lažje tudi potem delati. Kolegi vedo, kaj lahko od tebe pričakujejo, pomembnejša mesta dobivaš v odborih in podobno, tako da kmetijstvo, razvoj podeželja, regionalna politika, tu so kohezijska sredstva, ta evropski denar in pa na drugi strani energetika so 3 polja, kjer bi deloval, kar se tiče odborov. Izzivi, ki pa jih ima Evropa pred sabo, so ogromni. Kot sem že dejal, živimo v nemirnem svetu, vojna je v Ukrajini, ne vemo, kako se bo končala, vojna je v Gazi ali pa ta Morija, prej v Izraelu, poleg 30 plus vojnih žarišč po svetu, tako da je nujno, da Evropa konec koncev ostane najprej povezana in skupaj. Sem zelo velik zagovornik Evropske unije, kljub pomanjkljivosti, ki se tu dogajajo, vendar moramo sprejeti aktivno vlogo in jo ustvarjati po naši meri, pa tudi po tej meri, da bo Evropi bolje. Izzivi, ki so zelo veliki, prvo je to, da enostavno moramo ljudem vrniti občutek varnosti. In to govorimo če hočete, o teritorialni vojaški varnosti. Tu se zdaj zaveda tudi Zahodna Evropa, da je potrebno vlagati v vojaško unijo, biti znotraj NATO močnejše to evropsko krilo. Zagotavljati je treba še naprej prehransko varnost. Globalizacija je pokazala svoje zobe in vekolikor Evropa in posamezne države ne bomo skrbeli za prehransko varnost, bomo imeli v kriznih časih probleme.
energetska varnost sva govorila, tu je še izziv migrantov, tako kako jih vključiti v družbe, tiste, ki pridejo, kako jih zavarovati meje, da ne bodo nekontrolirane migracije. Hvala Bogu je bil na koncu sprejeta migracijski pakt, ki jasno prvič pove, da je ta logika odprte meje zaključena in da je treba prvo varovati mejo, drugo boj s tihotapci, ki služijo na teh revežih, in tretje tisti, ki pridejo in nimajo pogojev za azil, da jih je enostavno potrebno tudi vrniti, od kode pridejo. Države smo dobile, tudi Slovenija, 230 ljudi naj bi tudi mi sprejeli letno. Mi tudi danes že preko azil. Ampak tistih, ki izpolnjujejo pogoje za azil. Nekateri zdaj tu peljejo neko demagogijo, da smo sprejeli nek akt, kjer so odprte meje. Ni res. Tisti, ki izpolnjuje azil, ima pravico vstopa. In vekolikor bi bil pritisk v neko državo prevelik, bi na nas prišlo 230 ljudi. Sam mislim, da imamo mi drug problem, da se lahko zaprejo meje v Avstriji, Italiji in bomo mi prosili koga, da bo od nas prevzel ljudi. Zato sem tudi podprl ta dokument, ki ga nekateri zdaj problematizirajo in v bistvu peljejo neko demagogijo iz tega področja. Tako da to je eno področje, migracije urediti. Nemčija se tudi na tem področju upekla in ima velike probleme. Drugo je polje, ki ga je treba zelo sistematično, je ta konkurenčnost evropskega gospodarstva. Samo dobro gospodarstvo, tudi dober javni sektor, vse skupaj ustvarja pogoje za to, da bomo imeli v Evropi še vedno najlepši kontinent z najkvalitetnejšim načinom življenja, kar danes nesporno imamo. Mi imamo Ameriko tu, Slovenci pa še posebej. Jaz sem zelo ponosen na to, kakšna je naša država. Tudi na to, da imamo zaenkrat še te podsisteme države, da delujejo, da mladi, brez kreditov zaključijo študij, da je tudi zdravstveno, kjer bo naša država morala več narediti, da bomo to, štrajk rešili in podobne reforme sprejemali. Se pravi, ta osnovni model evropskega načina življenja je potrebno ohraniti, zagotavlja nam ga pa ravno močno gospodarstvo. In tu konkurenčnost se začne z energetiko, z inovacijami, vlaganje v znanje, z vlaganje v ljudi in na takšen način potem ustvariš to blaginjo v družbi. Tretji način pa je tudi, kar je tudi neka tudi programska točka v okviru Evropske ljudske stranke, kateri pripada Slovenska ljudska stranka, je pa ohranitev tega evropskega načina življenja. Pod to lahko mirno rečemo, se lahko kar podpišemo pod koncept pametne vasi, se pravi, da imamo poleg razvitih mest in sobivanja mest in podeželja, razvito podeželje. In če gledamo naša okolja tu v Posavju, koliko je tu enega društvene dejavnosti, koliko je tu enega druženja med ljudmi, koliko je konec koncev tudi, če hočete, cerkva, tudi nekih sporočil, nekih naukov, ki nam mislim, da kar pomagajo pri življenju, in zato se za ta evropski način življenja, ki izhaja iz teh krščanskih vrednot, enostavno potrebno potegovati, kajti ne bi želel imeti kakšnih drugih vrednot, ki so potem tudi osnova za naše zakone. Mislim, da imamo kar pravo podlago in kot sem že dejal, varnost, konkurenčnost in evropski način življenja, to so stvari, ki se zelo skladajo tudi s temi področji, katere sam pokrivam, in mislim, da mi je bilo vedno bližje ukvarjati se s temi praktičnimi stvarmi, ki imajo praktičen vpliv na naše življenje, kot pa z neko imaginarnimi temami ali pa zunanjo politiko, ki mi prvič ni tako blizu. Mislim pa, da tisti, ki smo prišli v Evropski parlament z izkušnjami iz lokalne politike, imamo to veliko prednost, da si zelo hitro znamo predstavljati, kaj pomeni neka direktiva, uredba, ki jo mi sprejemamo zdaj v Evropskem parlamentu za posameznika, ko bo moral to spraviti, udejanjiti v življenje. In tukaj mogoče pridemo včasih tudi konflikt z nekimi ljudmi, ki zelo poenostavljeno in na osnovi nekih floskul tudi sprejemajo odločitve ali pa vsaj pobude. Ja, zagotovo poznate rezultat, kaj se bo zgodilo, in to je seveda ključno. Veliko lažje, oziroma ključno. Torej, kako nameravate v Evropskem parlamentu v vašem 3. mandatu, če boste seveda izvoljeni v nedeljo 9. junija, še naprej zastopati interese Slovenije oziroma Slovenk in Slovencev? Sam ves čas trdim zelo odgovorno, da bi poleg nas, ki smo izvoljeni v Evropskem parlamentu, predstavnikov ministrstev, ki delujejo znotraj stalnega predstavništva, morali biti v Bruslju, ne v Evropskem parlamentu, v Bruslju še več Slovencev. Sam zelo pogrešam, predstavnike energetike, o kateri smo danes govorili, predstavnike kmetijstva, predstavnike slovenskih občin,
da bi bili na izvoru informacij in ne samo, da dobivajo informacije, ampak da tam v nastanku vplivajo že pri nastajanju zakonodaje. To je ta lobizem, ki ga včasih pri nas jemljemo kot na pol kriminalno dejanje, vendar že naši sosedje Hrvati so pogruntali, da je potrebno iz županij ljudi poslati gor, ne samo iz države. Mi se preveč sramežljivo obnašamo do te Evrope in podcenjujemo njen vpliv. 80% naše zakonodaje ima podlago v evropskih uredbah, direktivah, zato je treba sodelovati tam, kjer to nastaja, da bo to po naši meri. In da ta način želim tudi še naprej delovati, zelo povezan z lokalnim. Sam sem, eno leto nazaj organiziral odmevno konferenco na 3 lučkah o jedrski energiji, pripeljal strokovnjake iz Češke, Finske. Naslednji mesec je že vlada odreagirala, danes že imamo pogovor o referendumu. S poročilom jedrske energije smo vplivali pravzaprav na evropsko politiko. Konference Pametne vasi, nagrado Reichenburg, na Bledu v prvem mandatu so konference, ki imajo svoj odmev. Tako da, če veš, o čem govoriš, če se sistematično tega lotiš in če doma narediš stvari, ki so tudi koristne za nas, ker mi vplivamo na to zadevo, se da v Evropskem parlamentu zelo veliko narediti. In sam nisem nikoli pristajal na tezo, prihajam iz neke majhne države in ne morem nič narediti. Toliko lahko narediš, koliko si aktiven, koliko poznaš stvari in koliko si znaš tudi pridobiti zavezništva, da je na koncu to v parlamentu potrjeno, če je potrebno. In mislim, da sem se tega kar dobro naučil. Gospod Bogovič, najlepša hvala za vaš pogovor. Želim vam vso srečo in seveda veliko uspeha pri vašem nadaljnjem delu. Hvala za priložnost. Dovolite mi, da volivke in volivce povabim na volitve. Pomembne so. Slovenci smo med tistimi državami, ki imamo najslabšo udeležbo, izpod 30%, tako da vsem najprej pojdite na volitve. Upam, da sem vas prepričal tudi v tem pogovoru, da vem, kaj se počne v Evropskem parlamentu in če je tako, mi zaupajte glas, ki ga letošnjo leto nagovarjam na listi Slovenske ljudske stranke, ki ima številko 5, sam pa na tej listi pod preferenčno številko 3. Tako da povabljeni na volitve in srečno Slovenija, srečna Evropa. Najlepša hvala. Torej, naj vam številka 3 v 3. mandatu, 3. ste po vrsti v vaši stranki prinese srečo. V 3. je rado pravijo. Drage poslušalke in poslušalci, tudi vam želim vse dobro.